Prav lepo pozdravljeni v oddaji Morda niste vedeli. Na tem mestu, kjer sedim, kjer trenutno smo, na tem velikem področju je bilo kmalu po koncu druge svetovne vojne umorjenih več tisoče Slovencev, pa tudi iz drugih držav. Tu je pokopanih ali pa je bilo bolj natančno zverinsko pobitih tudi nekaj oseb ženskega spola. Zaenkrat se še nič ne ve, kdo vse tu ležijo. Tisti, ki so morili, so dobro prikrili svoje sledi. Mogoče kdaj kakšna druga generacija bo zagrizla v to jabolko in zakopala v to zemljo in našla ljudi, ki so našli tu zadnji dom. Zadnji dom, za katerega lahko rečemo, da je bil zanje zelo krut. Upam, da se kaj takšnega, kar se je zgodilo na tem mestu, ne bo nikoli več zgodilo. Premalo nas je, da bi se ubijali. Premalo nas je, da se ne bi imeli radi in našli skupno sožitje. Obkroženi smo z lepoto narave, ki se velikokrat s svojimi meglicami in tisočerimi odtenki barv razliva v naših očeh in v naših dušah. Ciklus življenja se prenavlja, umira in spet rojeva. Kot dan, ki se začne s sončnim vzhodom in zvečer zatone v lunin svit. Kot vsa narava, ki usiha in se spet prebudi, ko se je dotakne dež. Kolo, ki se vrti brez prestanka, da lahko začrta pot. Tudi človek je del te narave, ki nosi v sebi luč in temo, veselje in žalost, agresivnost in predvsem dobrohotnost. Težko si je predstavljati, da se je na tej čudoviti planoti dogajala grozota noči, grozota umora v letu 1945. Mladi možje in fantje, žene, dekleta in otroci so morali tukaj preliti kri za nek zgrešeni sistem. Človek se mora v primeru ogroženosti braniti za svoj obstoj. Strašno in nedopustno pa je, da pride do takšnih razsežnosti sovraštva, ki vodi številne v smrt. Celotno prebivalstvo pa ostane ranjeno, telesno in duševno, kot vemo, skozi več generacij. Danes se želimo spoštljivo pokloniti vsem tukaj umorjenim. Po vseh grozotah Prve svetovne vojne je svet šel še v drugo, in to v istem stoletju. Bratomorna vojna, kjer je Slovenec v imenu ideološke revolucije ubijal Slovenca, je prav tako boleča. Pustila je globoke rane v dušah naše družbe. Upam, da se bo Slovenija še naprej očiščevala enostranskih informacij, ki so jo okuževale zadnjih 70 let. Bodoče generacije potrebujejo svežega zraka, resnice in sočutja. Znano je, da so ljudje v vseh trenutkih, posebej v najhujših, našli v pesmi največjo tolažbo. V pesmi in molitvi. Pesem je donela v turobnih trenutkih, bodrila in tolažila je izmučene ljudi, med njimi žal številne, ki so šli v smrt. Ta pesem je bila združena z molitvijo. Pesem in molitev, ki nam v sivih trenutkih
ko nas življenje kruto ovija v svoje zanke, v srcu vname ljubezen in upanje na boljše čas. In človek je upajoče bitje, neuničljiv je v svojem upanju. Danes me prevzame poseben občutek sreče, ko slišim čudovito pesem in zbrano molitev. Ko pojemo in molimo, spoznavamo sami sebe in druge. V nas se vzbudijo občutki sreče in predvsem osvobajanja. Postajamo cel človek, duša in telo postajata eno. V svetopisemski zgodbi iz Stare zaveze je pisano o Savlu, da ga je mučil zli duh. Po opisu bi temu danes rekli, da je doživljal potrtost ali pa depresija. Po nasvetih je dal poklicati mladega pastirja Davida, ki posebno dobro igra citre. David pride pred kralja in ko je temu težko, vzame svoje citre in igra. Tedaj Savlu odleže in mu je bolje. Torej sta glasba in molitev zdravilo. Zdravilo za potrtost in tudi zdravilo za zgodovino. Naši časi so blagoslovljeni z mirom. Imamo neizmerno srečo, da ne vemo, kaj je orožje. Delajmo na tem, da ta mir ne postane praznina. Mir nas sooča z nevarnostjo lagodja, izgube smisla in prave smeri. Z vso predanostjo moramo ljudem nuditi hrano kulture in globokih vrednot, ki iz nas delajo prave ljudi, posebej v teh časih visoke tehnologije. Grmenje bomb, granat in vsakovrstnega orožja želimo nadomestiti s pesmijo in molitvijo, ki je magični trak medsebojnega povezovanja. Kultura, molitev in umetnost so naše korenine, iz katerih rastemo in so seme za prihajajoče generacije. Zato nismo krivi, smo pa odgovorni. Hvala predvsem vsem vam tukaj zbrani in mir z vami. To je moja domovina, zdrava bodi moja lepa domovina, zdrava bodi moja lepa domovina, zdrava bodi moja lepa domovina, moja lepa domovina. Prva pesem na tisočnih dni, varovanka fantove moči, kriz, ki sega meni do teba, to je moja domovina. Zdrava bodi moja lepa domovina, zdrava bodi moja lepa domovina, zdrava bodi moja lepa domovina, moja lepa domovina. Zemlja rodna moja je tako, da če treba pil se bom za njo, zadnja kaplja mojega srca, to je moja domovina. Zdrava bodi moja lepa domovina, zdrava bodi moja lepa domovina, zdrava bodi moja lepa domovina, moja lepa domovina.
domovina, zdrava bodi moja lepa domovina, zdrava bodi moja lepa domovina, moja lepa domovina. Naša domovina je posvečena skrbjo, žulji in relikvijami naših svetnikov, pričevalcev in mučencev. Žal, da se te svoje domovine premalo zavedamo, jo premalo cenimo in iz njenega zgodovinskega sporočila premalo črpamo. Po eni strani sem težko sprejel to pobudo, da spregovorim nekaj besed o tej priložnosti. Čutim se premalo dozorelega za tako vzvišeno in odgovorno besedo. Po drugi strani pa mi je veliko čast, ker me je naprosila rojakinja Judita iz Rovt. Kot je že ona omenila, Rovte in Šentjern imata kar nekaj skupnega. Ne le to, da izhajam iz te župnije, ampak sta obe močno zaznamovani z največjimi žrtvami druge svetovne vojne oziroma povojnih pobojih. Rovte 240, Šentjerne 450. Osebno moram poudariti, da sem vedno stal na stališču sprave in odpuščanja. To sicer zmore le človek z veliko mero vere. In ko danes slišimo manifestacije zoper sovraštvo in dejanje za mir in spravo, se sprašujemo, kdo pravzaprav neti in vznemirja skupno življenje v naši domovini. Ali se res morda kristjani, ki molimo za rajne ob breznih in jamah in ki želimo samo zvedeti resnico, do katere ima pravico vsak človek? Človek, ki želi svojega pokojnega člana družine pokopati ali vsaj izvedeti, kje počiva njegovo truplo? Je to netenje sovraštva in vznemirjenje javnosti? Mislim, da je odgovor jasen. Leta 1994, ko smo se v Šentjerneju na Javrovcevi spomenili tragedije padlega Cankarjevega bataljona, to je 16. marca, tedaj so govorili, da se maršuje samo za domobrance, pa je bila maša zadušnica prav za te ljudi partizane. Marševal je škof Urant in prisostvovali so in sodelovali tudi člani organizacije Zveze združenj borcev Slovenije. To je trajalo le še 2 leti in potem nič več. In še danes ne. Z naše župnijske strani je bila še vedno pripravljenost in še vedno na tem kraju maša za te ljudi. Z druge strani ni posluha. Težko si je potem predstavljati, ki razglašajo razpravo samo v besedah in papirju. Včasih mi je precej nerazumljivo, zlasti pri mladih, ko slišim besede, pustimo preteklost, glejmo prihodnost. Ne. Brez čiste preteklosti ne more biti rodovitne prihodnosti. Zanimivo je tole. Jaz sem sin očeta Tajca, ki je padel pod italijanskimi streli 2. avgusta 1942, ko sem imel jaz 7 tednov. Vedno sem si želel spoznati očeta, a to mi še ni dano. Spoznal ga bom in mislim, da ne bom razočaran. Vedno sem se spraševal, zakaj je oče padel, ko ni pripadal nobeni stranki, razen da je bil član katoliške akcije, ki je bil takrat na najbolj na udaru komunistom. In italijanski vojak je imel v rokah spisek, kateri je treba kot maščevanje na revolucionarno izzivanje odgovoriti, pobiti. Med 10 možmi je bil na tem spisku tudi moj oče Matevž. Zakaj? Preteklo je 65 let, da se mogel izvedeti resnico o njegovi smrti. Sem sin očeta Talca in sicer žrtev revolucionarnega nasilja. Kje je italijanski vojak dobil spisek, se lahko samo sprašujem. Ko sem prihajal za župnikov Notranje Gorice leta 1987,
mi je v cerkev na praznik Marijinega rojstva prinesel eden od tamkajšnjih borcev Nagelj med samo svetomašo z besedami: "Tovarji župnik, to je cvet za vas, ker ste sin borca." Tako pojmovanje bilo, zato ker sem bil kot talc. Povojno revolucionarno delovanje je namreč vse spravilo v svoj prid. Tudi talce, tako z italijanske kot nemške strani. Ti so bile žrtve medvojne revolucije in niso imeli nobene povezanosti z vojno opredelitvijo. Dragi prijatelji, naj nas to srečanja na tem skrivnostnem hribu naredi pokončne ljudi, opogumi za izpričevanje resnice svojo življenjsko držo in besedo. Ne dopustimo si vzeti spominjanja svoje zgodovine, pa naj bo ta omadeževana, zmagovita ali krvava. Naše je in take se spominjamo in iz nje se kaj naučimo. Hvala vsem, ki ste se odzvali povabilu in prišli sem na ta kraj. Po sveti maši in slovesnosti smo pred kamero povabili tudi Jurija Bantana, ki je še kako zaslužen, da tu sploh stoji obeležje. Jurij, lahko rečem, da imamo oba malce hrastniških korenin, vi ste zdaj Dolan, jaz imam mamo Hrastničanko in lahko rečem, da o povojnih pobojih v Zasavju, pa tudi v Sloveniji nisem nič vedel. Kdaj ste pa vi prvič izvedeli, da se je tu zgodil zločin, lahko rečem? Jaz že od rane mladosti to poslušam. Moja mama je bila namreč iz Šmitlavža, bila je pa pri teti na Teharjah, takrat, ko se dogajali ti grozni zločini, in takrat je videla, kako so jih vozili, katere so vozili na vozovih, od nosečih mater do otrok, do vseh teh žrtev, in tudi vedela je za Hrastnik. Tako da sem že resnično od tistih zgodnjih let s tem seznanjen, čeprav v Hrastniku se o tem ni govorilo. Še danes je večkrat to tabu tema. Se je pa to delno spremenilo, pa za tisto pomladjo leta 1991 z Demosom in s to demokracijo. Takrat smo pa tudi potem začeli o tem sicer stežka, pa vendarle govorce pogovarjati, in tudi te stvari so prihajale na dan. No, in vi ste bili takrat v tistih letih, ko se je tu postavilo razpelo in takšen skromen spomenik, ste bili hrastniški podžupan. Torej, lahko rečemo, da ste kar zaslužni, da je prišlo do tega obeležja. Ne vem, veste kako, o tem smo se začeli pogovarjati. Resnično je bilo od začetka ogromen odpora, nerazumevanja, tako levih predvsem strank, pa tudi mogoče tistih desnih, nekateri niso hoteli o tem niti slišati. Pa vendar ljudje s časoma se znebijo tega strahu in mislim, da tudi potem politična volja tudi županov kasneje so delček prispevala k temu, da se je tole postavilo. Ravno tako tudi Rudnik, od začetka kot lastnik tega zemljišča pa tega ozemlja ni bilo tle niti malo posluha. Vendar, z leti, tako kot v Sloveniji v vseh teh povojnih pobojih, začenjamo se pogovarjati, mogoče tudi znati poslušati, mogoče tudi mlajši rodovi drugače to dojemajo, tako da ja, bilo je po začetka res najprej že vse informacije za ljudmi, ki so bili tukaj, stanovali takrat v teh časih pobojev, nihče ni želel, ni upal, niso hoteli o tem govoriti. Kako se pa tudi razlagate, da tokrat na tej slovesnosti, pa tudi na nekaterih drugih sem že tudi sam prisoten, tega visokega občinskega vrha ni, so pa na mnogih drugih slovesnostih ob recimo koncu druge svetovne vojne, ki obeležujejo drugo svetovno vojno. Ampak vendarle se je tudi to zgodilo že po vojni, pa vendarle povezano z drugo svetovno vojno, je kar težko razumeti. Nekako zanikanje zločina, ki se je tu zgodil. Ja, mislim, ne razumem, da nekateri tudi Hrastničani o tem ne želijo niti slišati, niti razmišljati. Zdaj samo vodstvo občine
Na nek način sem malo vesel, da so dovolili to, da so tudi nenazadnje so bila odločena finančna sredstva z strani občine namenjena temu, od županov pa do zdaj, ali pa da bi se tajnik prišel, ali pa kdorkoli, pa ne vem, se tudi, če pogledate tudi ljudi samih občanov Hrastnika pri tej spominski slovesnosti zelo malo, ali pa ne vem, mogoče strah, mogoče še vedno nekako nismo krivi. Res, tudi jaz se ne čutim krivega, tle niti najmanj, pa vendar srečuješ ljudi, to so sorodniki teh, ki so tukaj pobiti, to so Slovenci, to so tako in drugače naši bratje in so vsega spoštovanja vredni ljudje, pridni podjetniki, tako da ja, tle imajo pokopane strice, tete, mogoče kdo tudi svoje starše in mislim, da je prav pošteno in tudi pietetno, da se pa tega bi udeležili v večjem številu. Marsikdo se z nostalgijo spominja nekdanjih komunističnih časov, recimo od leta 1945 do takrat, ko smo dobili samostojnost. Pa vendarle, kakšen sistem smo imeli, ki je zanikal vse te zločine, ki je to vse prikrival, ki je ljudi pometal, zverinsko pometal v rudniške rove, ki je pobijal. Težko se je s tem soočiti očitno še danes. Vsekakor, mislim, da premalo poslušamo tiste, tudi še enkrat, moja mama je dala tudi nekaj tega skozi, tudi po vojni, kot kmetje, kot razgledani. Oče od mame je bil tudi poslanec še v bivši Jugoslaviji in zaradi tega so bili maltretirani, so bili izseljeni v Nemčijo, kar so tudi pomaga priznanju, ampak tudi to so dejstva, to je resnica, ki smo kot otroci jo dobili in če ne veš, ne boli, pravijo, če noben ne pove, ker šolski sistem je svoje naredil, mi smo v šolo hodili, v tem ni bilo tudi približno ne govora, resnica še danes ponekod zamolčana, se še danes o tem ne govori, tako da ne vem, kdaj bomo to presegli, kdaj bomo to vzeli kot del naše zgodovine, na katero bi mogli biti ponosni, ampak ponosni v spominjanju tudi na tisto, kar se je naredilo nepravično in nepravilno, ponosni tudi na vse lepe stvari, ampak dokler ne bomo tega priznali sami sebe, potem tajimo naše korenine, zatajimo sami sebe, tako da mislim, da bo pa, če mine naši otroci, najbrž bodo to gledali z ene druge distance, z enega drugega vidika. In se bodo lahko o tem pogovarjali in si stisnili roko in bili prijatelji. Jaz upam, da bo to čim prej. Pred našo kamero smo povabili tudi dva, ki sta še kako povezana s povojnimi poboji. Gospod Franc, ste pogosto na tem mestu, lahko rečemo kraju zločina? Vsako leto. Zakaj? Tu se spominja žrtev komunističnih, ki so jih povzročili komunisti in ne pridem samo tukaj, gremo tudi v Teharje, v Kočevski Rog, ne? In tudi na drugih krajih se udeležujem teh slovesnosti. Imam pa strica, recimo, ki je bil podoficir, zato je bil še posebno v trn v peti. In to pa on, eden je od teh stricov, ne, je pa v Teharjah, ker je bil podoficir, te so imeli še posebno no in to je povedal človek, ki je umrl pred dobrimi 10 leti, da tam je. Ne. On je bil izpuščen, ker je bil še toliko mlajši, ne. Tako da to je tako, za tam je sigurno, za moj stric, ki je pa drugi stric, ne, je pa v Kranju pokopan, ni samo on, tam jih je veliko, ki so jih vrnili iz Vetrinja in so ga ustrelili na kranjski železniški postaji. Tu je napisano,
ker je pozabil odaturo ročno, takrat so vse pobrali in so rekli, da mora stoje na roki narediti in takrat ga je iz mitraljezom ga je prekosil na 2 dela. Prav na 2 dela, tu povejo priče, ko so bile, recimo, potem v Ameriki pokopani, ni samo on, ve se, nekateri vejo, jaz ne vem za druge, so pa na Jelenovmu klancu. V Kranju. Ste vi kdaj po vojni, v času komunizma, vaša družina je kdaj spraševala tiste takrat, ki so bili na oblasti, kje so vaši strici, recimo, sorodniki? Tako je, moja mama je spraševala. Veste, vprašala je nekega terenca, ki sem ga jaz dobro poznal, in je tako odgovoril. Ti se zato, tako je odgovoril, veste. Moja mama je bila zelo jezna na njega. Ti se ne zanimaj za to, pa tiho bod, ne. To se pravi, mama je vedno še raziskvala, samo ona ni hodila okrog, veste, ni imela avtomobila, in tako da ni mogla. Jaz sem pa, jaz sem zdaj to raziskujem. Čeprav za brata od moje mame, za v Teharjah, jaz pisnega ni, je pa ustno potrdilo. Ja, tam pa je napisano za drugega brata, recimo, od moje mame, se je 2 brata imela samo, je pa, da je bil pa v Kranju. Je pa v Kranju. In kako je po vojni, potem, ko se je to zgodilo, ko je izgubila oba brata, kaj se je dogajalo z mamo, torej sestro teh bratov? Veste kako je, to je bila, kako bi rekel, eno samo žalost moje mame mogoče, pa moje stare mame. Ta je umrla zelo mlada in že 45 leta je vedela ona, moja stara mama, da so ji pobili sinove. In tudi, ker je moja mama ona je umrla 59 leta, jaz sem bil star 5 let, moja mama pa pove, da je moja mama, stara mama rekla že 45 leta v jesen, je rekla, na bojih nazaj, pobili so jih. In ona raziskvala ni, moja stara mama ni nič raziskvala, kar so tako povedali. Je vam, ko ste bili otrok, mama kaj govorila o tem, kako je izgubila brata? Je govorila in tudi povedala je leta 43 je nazadnje videla mlajšega brata. Tako da starejši brat je pa prišel še leta 44 v jesen, ker je reklo v jesen, ni bil mesec določen. To se pravi, je pa, ga pa tudi ni nič več videla. Gospod Vinko Zalar, tudi vi niste tu slučajno, ampak je en velik razlog. Morda je glavni razlog ta, da so v teh rovih ubili maminega strica, ki je bil zvezan skupaj z očetom Pedra Opeke, tako da prek tega zato vemo. Za večino ostalih bližnjih sorodnikov pa pravzaprav ne vemo, kje so jih pobili. Sicer vemo za očetovo sestro in neko drugo sorodnico, da so jih poleti 42. vrgli v Krimsko jamo. Tudi vemo, kdo je to ukazal. To je tudi se je ohranil ukaz. Vendar večino, torej 11 tet, stricov in drugih bližnjih sorodnikov so pa pobili bolj ali manj po neznanih krajih po koncu druge svetovne vojne. Samo 2 od bližnjih sorodnikov so pa ubili, enega nemški okupatorji, enega italijanski okupatorji. No in prej ste omenili
Pedra Opeko oziroma njegovega očeta, ki je bil eden redkih, ki se je iz tega področja izvil iz krempljev zločincev takrat, ki so pobijali. V sorodnik ni imel te sreče. Ja. Seveda, tako kot ostali tete, strici in drugi bližnji sorodniki, niti ne vemo zanesljivo, kje so večino teh ljudi pobili. Predvsej možnosti je, da so tudi v Hudi jami in kje druge. Kako gledate na proces osamosvajanja, ko smo nekako menili, da bo med narodom prišlo tudi do sprave? Ampak, ko pogledamo take slovesnosti, vidimo, da je največkrat na podobnih slovesnostih samo ena stran, torej tista stran, ki je bila žrtev. Mogoče bi en stavek citiral, s katerim se strinjam, od mojega prijatelja Petra Kovačiča Peršina, ki je v svoji zadnji knjigi opisal tudi to spravno slovesnost v Kočevskem Rogu. Torej, ocenil je, da je bila to farsa, ki so jo vladajoči, prej vladajoči in tudi kasneje vladajoči priredili, da so si izboljšali svoj imidž, recimo. Bog ve, kdo je tu spodaj na tem podu, kjer stojim. Ampak tu so se tokrat zbrali ljudje, ki jim ni vseeno, kaj se je zgodilo leta 1945 v prvih mesecih konca druge svetovne vojne. Še bomo pripravili kakšno podobno oddajo. Za tokrat pa srečno. Kako naj ponazorimo Božje kraljestvo in s kakšno priliko naj ga predstavimo.